športu se vsako leto izkažejo posamezniki in ekipe, ki s svojim predanim delom, nadarjenostjo in vztrajnostjo izstopajo iz množice. Športna zveza gluhih Slovenije je ob zaključku tekmovalnega leta najboljšim gluhim športnikom leta 2023 podelila priznanja. Priznanje za najboljše športno društvo je dobilo Društvo oseb z okvaro sluha Celjske regije, ker je na državnih prvenstvih gluhih v letu 2023 v različnih športih osvojilo največ točk. Plaketo je prevzel predsednik športne sekcije. Priznanje za najboljšo ekipo leta so osvojili kegljači, ki so se maja udeležili Evropskega prvenstva gluhih v kegljanju v nemškem mestu Straubing. Osvojili so skupno 6 medalj. Ekipno priznanje so dobili Aleš Peperko, Gregor Skalicki, Tomaž Klemen, Branko Srdan in Rado Bojan Selan. Naslednjo leto, leta 2024, bo v Sloveniji organizirala Pokal narodov. Naši cilji so, da tam dosežemo čim boljše rezultate, se pravi, ciljamo na medalje, tako ekipno, posamezno kot v sprintu. Glede priprav je pa zadeva pač odvisna tudi od financ. Letos smo imeli dobre priprave, žal se nam prva tekma ni izšla na Evropskem prvenstvu, ampak upam glede na to, da smo domačini, da se nam bo pa letos izšlo.
Vesela sem, da sem drugič zapored postala športnica leta. Rada bi se pa tudi zahvalila družini, ki so me pač podpirali, stali ob strani in pa verjeli vame. Sem na pripravah v Španiji, v Neri in skupaj treniram z sestro Niko. V letu 2024 imam svetovno prvenstvo, predvsem pa si želim novih osebnih rekordov. Lejo motivira predvsem osebni rekordi, ima postavljene tudi za naslednje leto, da bo postavila nekaj svojih novih osebnih rekordov. To je največja njena motivacija. Pripravljamo se normalno, po ustaljenih tirnicah, tako kot vedno, imamo napisan program. Včasih se program spremeni zaradi ali kakšne minimalne poškodbe ali pa tudi razpoloženja. Ponavadi pa gre vse normalno. Zelo sem vesel, da sem športnik leta Gluhih. To mi je uspelo 7. ali 8. Vsako priznanje mi veliko pomeni. Naslednje leto bo program kar pester, saj 20. januarja potuje na Australian Open, na drugi Grand Slam gluhih na svetu. Potem naj čaka konec februarja turnir v Franciji, v Roonu. Potem imamo, mislim, da bo aprila turnir v Varšavi. Maja imamo potem doma mednarodni turnir gluhih v Murski Soboti. Drugič, ker je lansko leto bil zelo uspešen. Potem je seveda Evropsko prvenstvo v Vilahu, tukaj so še pa potem turniri na Češkem in Slovaškem, tu pa se bo september, oktober in december, tako da sem pozabil še povedati, konec maja Roland Garros v Franciji, na odprto prvenstvo Francije, kjer bomo pravzaprav prvič potekal tale Grand Slam za gluhe na evropskih tleh. Tako da leto bo zelo naporno, morali bomo zelo paziti na poškodbe, na doziranje forme, na zelo logične priprave in tako naprej, tako da bo zelo zahtevno leto. Upam, da tudi uspešno. Športna zveza gluhih Slovenije vsem športnicam in športnikom, ki so letos sodelovali na državnih in mednarodnih tekmovanjih, iskreno čestita. V letu 2024 pa jim želi še naprej trdnega zdravja, da bi ostali brez poškodb, odločno motivacijo ter še veliko športnih dosežkov in uspehov.